Naš naslednji primer je razstavljanje 4 členikov. Naš naslednji primer je razstavljanje 4 členikov. Včasih mu jaz rečem tudi 2 po 2, veste. Tukaj v teh video vsebinah morate me včasih malo z rezervo vzeti. Jaz nekako se trudim, da bi poenostavila, pa potem mogoče slovnično ne povemo najbolj prav, ali pa kaj takega, ampak mislim, da poanta je pa potem bolj živa. Pravi, rečemo 2 po 2. Da bi mi nekako znali zdaj 2 po 2 razstaviti, moramo prvo pogledati še en vmesni korak. In sicer, tule imamo zdaj, če pogledate izraz. In v tem izrazu vam pade na pamet, da sta tale 2 oklepaja popolnoma enaka. Zdaj pa, kaj bi lahko mi izpostavili iz tega? Namreč, tole še ni na oklepajih, ker imamo tule plus. Ja, zdaj 5 ne moramo izpostaviti, ker je v drugem nimamo členu. Ampak imamo pa tale oklepaj. In ta oklepaj, ne vem, kako bi ga zdaj označila, da bi bilo jasno, bomo obravnavali kot eno samostojno črko, tako da bi imeli tule en A in pa tule en A. In zato lahko ta oklepaj izpostavimo pred vse. In zdaj, če izpostavimo oklepaj x minus 2, potem nam ostane, od prvega dela nam ostane tale 5, in zato napišemo 5, plus od drugega dela nam ostane tale x. In damo tule plus x. In nekako nam je uspel, da smo tole razcepili. Se pravi, oklepaj smo izpostavili kot skupni del, 5 plus x je pa ostalo od tega dela. No, zdaj pa tale pravilo se imenuje tule 2 po 2. Oziroma razstavljanje 4 členikov, to pomeni 1, 2, 3, 4 člene imamo, a ne? 2 po 2 bomo pa mogli zdaj izpostaviti. Se pravi, za potrebe izpostavlja, za potrebe tega, da bomo razstavili 4 členik, bomo mi najprej opazovali prva 2 člena skupaj, potem pa druga 2 člena skupaj. Iz prvih 2 členov bi izpostavili, kar se da. Iz prvih 2 členov sta skupna x kvadrat. Se pravi, tukaj pa x kvadrat. Zato bom jaz iz prvih 2 izpostavila x kvadrat krat, kaj nam bo pa ostalo? Ja, iz prvega dela nam ostane x minus 3. Tukaj bi bilo zelo dobro, da pač ponavljate izpostavljanje še, dokler tega ne znate, ker je potem težje, če že tu ne znate izpostavljanja, ne? No, zdaj pa pogledamo druga 2, kaj pa lahko iz drugih 2 izpostavimo. Iz drugih 2 oklepajev pa pogledamo, zdaj x-ov ni več v vseh, ampak so pa številke. Tu imamo 4 in 12. 12 je 3 krat 4, se pravi, lahko izpostavimo tu ven 4. Zdaj pa krat, kaj nam ostane? 4 smo izpostavili, zato nam tu ostane x pa minus 3. Takole. In zdaj vidimo, da smo dobili podobno situacijo kot tukaj zgoraj, na začetku, kot je bilo. Imamo nekaj pred oklepajem plus nekaj pred oklepajem, ampak v resnici sta ta oklepaja ista. In zato sedaj drugi korak tega razstavljanja pa je, da izpostavimo skupni oklepaj, kar je v našem primeru x minus 3. Izpostavimo zdaj ta skupni oklepaj x minus 3 in pogledajmo, kaj nam ostane. V tem primeru nam ostane iz prvega x na kvadrat, iz drugega pa plus 4. In vidite, smo uspeli. Kaj smo zdaj uspeli? Uspeli smo razstaviti tale izraz na produkt 2 izrazov. No, pa poskusimo še enega, princip bo enak. Vzeli bomo skupaj prva 2 člena
in pa druga dva člena in poskusili tole razcepiti. Iz prvih dveh členov bi izpostavili x na kvadrat, krat oklepaj. Zdaj pa dobro pogledajmo, kaj ostane. Ostane x minus 5. Plus, ja, zdaj tukaj imamo pa rahle težave, a ne? Nič se ne da izpostaviti. Pa bom jaz napisala kar x plus, x minus 5. Joj. Takole še tole zbrišem. X minus 5. Evo, zdaj pa smo. No, zdaj pa problem je pa tale, ker nimamo zdaj enakih oklepajev. Ampak tale del in tale del izgledata pa precej podobna, ne? In ker je tukaj le plus, pa ni nič narobe, če mi napišemo pred temlem še oklepaj. Zdaj pa, ta oklepaj bomo izpostavili, x plus x minus 5, ja, nujno bi rekel, da je tule plus, da je krat oklepaj. Zdaj pa, x na kvadrat nam ostane od prvega, plus, ja, tu pa nam ne ostane nekak nič, ne? Vse smo izpostavili. In kadar izpostavimo vse, moramo ohraniti mesto, to pa pomeni, da napišemo tu 1. Tako, in nam je že uspel drugi primer. Pa si pogledamo še malo vaj. Takole. Zdaj spet priporočam, da poskušate najprej sami, potem pa pogledate, kako gre to meni. Zdaj bomo šli malo hitreje, se pravi, vzamemo prva dva člena, iz prvih dveh izpostavimo x na kvadrat in ostane x minus 8. Tu je podobna situacija kot prej, plus, zdaj nekateri mi mogoče celo lažje, da rečejo, iz drugih dveh lahko izpostavim pa samo 1, ker nič ne ostane, pa si napišejo 1 krat minus 8. Zdaj skupno oklepaj tukaj je x minus 8. Zato ga izpostavimo. Kaj pa ostane? Ja, od prvega ostane x na kvadrat, od drugega pa 1. Takole. Gremo naprej. Spet. Imamo 4 člene, 1, 2, 3, 4, tako prepostavimo in iz prvih dveh izpostavimo x na kvadrat, pa ostane x minus 8. Iz drugih dveh členov pa lahko izpostavimo število 3 in ostane x minus 8. Zdaj, kako veste, da ste na pravi poti, ja, že to je en dober znak, da dobite isto dva oklepaja. Pri nas v tem primeru je spet x minus 8 ta oklepaj in v drugem delu ostane x na kvadrat iz prvega člena in 3 iz drugega člena. Odlično. Pa gremo naprej. Spet imamo 4 členik, vzamemo prva dva, x na 3 je sedaj skupni faktor, moramo malo popaziti. Od prvega ostane x plus 6, potem pa plus, če pogledamo druga dva člena, lahko izpostavimo število 2. In zdaj ostane tukaj od prvega x, pa plus 6, pa zaklepaj. Takole, no, zdaj še pa zadnji. Spet, iz prvih dveh lahko izpostavimo x na kvadrat in ostane 5x minus 8. Iz drugega bomo pa zdaj izpostavili minus število. Zakaj? Tukaj le nam da namig, da moramo imeti v oklepaju minus in mi bi si na drugem mestu drugih dveh členov želeli minus. Minus, koliko lahko izpostavimo? Lahko izpostavimo 3. Krat oklepaj in nam ostane zdaj 5x od prvega in pa minus 8. Zato smo izpostavili minus 3 tudi, da je minus 3
pa minus 8 lahko plus 24, ne? Vendar pa še vedno dobimo tule in tule enaka oklepaja. Tako in lahko zdaj napišemo, da je to zdaj, ta oklepaj izpostavimo, je 5x minus 8. Ostane nam pa x na 3, x na 2, pardon, tole bom popravila na 2, minus 3. Takole. No, to bi bilo, kar se tiče razstavljanja štiričlenikov oziroma nekako tako po domače pravila 2 po 2.